Lep slap, Cingarela. Kakšni spodmoli. Kakšen nor slap. Čudovito, res. Navte verjel, tik ob meji s Slovenijo je puščava. Koliko vode. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Evo, sopotnico imajo, se nahajava v notranjosti hrvaške Istre, zelo blizu slovenske meje in greva gledat najprej slap Cingarela in pa tudi jamo Cingarela. V bistvu so prišla čez mejni prehod Dragonja, sva zavila levo v vas Kaštel, potem pa naprej in smo že prišla do tega potoka Cingarela. Zdaj greva pa v potoku navzdol, pa šla do slapa. Danes smo sicer plan, se pravi, najprej tale slap pogledati, potem greva pogledati naprej kakih 5 km, tukaj še en zanimiv slap, ki je v bistvu slap, pa je pa en tak jezerček, pa ta voda v bistvu kar ponikne v jamo. Tudi zelo zanimiv. Pa naprej greva pa do še ene zelo zanimive stvari. To je pa v bistvu puščava v Istri. To je zdaj ta potok. Vode dost, zdaj bo deževje. Se pa tukaj seveda hodi bolj v zimskem času, oziroma po dežju, ker polet seveda to vse presahne, ni vode tukaj nič. Ta slap Cingarela oziroma potok se imenuje, mislim da, Argila, teče v Dragonjo. Prav, v bistvu slap je samo kakšen kilometer od slovenske meje. Praktično čist na slovensko-hrvaški meji. In tudi danes bo tako cel dan zelo blizu naše meje. Piše nevarnost, zdaj bo bolj strm del. Evo, kaže pot do vasice Kaštel, prav zavarovan z ajlom. Sva pa zdaj že zelo blizu potoka, gor nad nama pa že buči slap. Koliko vode, noro. Evo, kakšen čudovit slap. Top. Evo, nad vodo pa tale pomanjšan tibetanski most. Lep slap, Cingarela. Evo, grejo čez most. Zanimivo. Dobro se zible. Zdaj smo pa nad slapom Cingarela, to je pa ogromen spodmol. To se verjetno tretira kot jama Cingarela. Evo, kakšni spodmoli. Zanimivo. Kaj vse premore Istra, čist pri slovenski meji.
Evo, tak velik spodmol, ni glih jama, je pa ogromen spodmol. Evo, tako izgleda. Spodaj dolina te reke Argile. Ta zelena je pa že dolina Dragonje, ki se seveda izliva v Sečoveljske soline. Lepo se vidijo soline in pa Sečovlje. Slap je pa tukaj spodaj pod tem skalam. Zdaj sem pa tukaj najdel, kaj nad tem razglediščem, na manjšo potko, ki me je po moje pripeljala nad slap. Evo, tam je že vidim strugo. Evo, nad slapom Cingarila. Zanimivo. Tam je vse spodaj šel naprej. Tam na gor je pa ta jama Cingarila. In pa, zdaj se bodo lahko predstavljali. Tu je ta slap, evo, slap. Naprej po dolini. Tam v daljavi se pa že vidijo Sečovlje. Plezalna mojstrica Maja. Se vidi, da si hodila v plezalno šolo? Ja. Pa smo prišla do struge, tukaj cest pa ne vem, a sem upala. Še malo da vidimo. Se gre. Super. Sva že na naslednji lokaciji. To je pa slap Butori. Ta slap je pa zanimiv predvsem zato, takoj pod slapom je jezerce, potem pa jezerce ponikne oziroma je ponikalna jama. Seveda isto je tak kraški svet. To izgleda, tukaj je slap, dol Tolmun, tukaj spodaj je pa jama, evo kakšen čudovit slap. Slap Butori. Tudi precej neznana znamenitost Istre. Čudovit slap, prosto padajoč. Seveda tudi pod slap prideti. Slap Butori. Rok si bo naredil most. Gremo pogledati čez do jame. Tukaj pa voda izginja v notranjost. Pa še nov slap. Še en čudovit hidrološki kraški pojav v hrvaški Istri. Zajamo in pa čudovit slap Butori. Čudovito, res. To je tudi ena taka zelo redka stvar, da vidiš slap, lep Tolmun in pa kako voda ponikne v notranjost. Samo 2 km od tistega slapu in jame, pa že pri naslednji zanimivi destinaciji, Istarska pustinja. Na Alti Variel, na Hrvaškem, oziroma tik ob meji s Slovenijo, je puščava. To je 500 metrov od vasi Štirna. Sem v Istarski puščavi. To je čisto naravno.
Noben ni tlele kopal. Lapornata kamnina. V bistvu tak pesek lapornat. Evo, taka pravcata pomanjšana puščava. Evo, sva na vrhu puščave, na vrhu sipine. Evo, v bistvu res taka pomanjšana puščava. Evo, kukareni puščavski vadi. Evo, takole izgleda. Bomo pa še z dronom posneli. Res zanimivo za videti. Lapornata puščava. Sva na novi zanimivi lokaciji, to so pa Istrske Toplice. Ampak midva se ne greva razvajati v Toplice, ampak greva tamle gor na tile skale. Pa naj pa čakajo še ene jame, ki so kopali, mislim, da je na Pnenc. Tako da mora biti kar tole zanimivo. Sva približno na pol poti do tiste skale, katero ste prej videli. Evo, tukaj pa moram pokazati, to je pa Motovunska šuma. Taka znamenit poplavni gozd ob reki Mirni. Evo, tam se lepo vidi reka Mirna in kako poplavlja naprej glih po temu gozdu. To je res čist nižinski gozd. Topol, beli gaber, tako naprej. Tam v daljavi je pa čudovita vasica Motovun. Zdaj se pa že nahajava na tej prvi skali. Evo, drugače tukaj je tudi v bistvu križev pot do tele Cerkvice. Evo, tamle so tudi 3 križi. Evo, najprej še v Cerkvico nekdanjo. Evo. Cerkev Svetega Štefana. Pogled na Istrske Toplice. Pa res čisto odsekana skala. Sva približno 100 metrov nad Toplicam. Zdaj sva pa na najvišji točki te prve skale. Tam je Cerkvica. Cerkvica čisto na skal. Bova pa zdaj šla do tistih sicer umetno narejenih jam. Tam so pa kopali, mislim, da je Pnenc. Drugače pa fajni razgledi, lepo. Te 3 križi, vas Motovun, Motovunska šuma.
naslednja zanimiva lokacija so pa tele jame. So sicer skopane pač umetno, tak precizen odkop. Res ogromno. Tole. Cele dvorane. Kakšne površine so to, neverjetne. Pod tole, pod tem hribom. V bistvu je hrib cel prazen. Čisto so ga prevotlili. V ozadju verjetno vidite mesto Buzet. Sva pa ob reki Mirni in greva pogledati prvi slap na tej precej znani stezi 7 slapov. Zdaj po dežju, spet ogromen vode bo, tako da bomo znali zelo lep slap. Evo, tle že vidimo en zanimiv zvir. Tle se zdaj vidi sotočje, reke Mirne pa teče desno. Mi da gremo pa zdaj po tem potoku, mislim, da se imenuje Pasjak, do slapu Vela Peč, ki je v bistvu najlepši slap na tej stezi 7 slapov. Evo, vode je res ogromen. Upajmo, da bo sploh prišla do tega prvega slapu. Prvi most, Komarov most. Evo, tle je že prvi slap, se imenuje Zagon. Evo, prihajamo do naslednjega slapu. Drugi slap, Bakva. Ta visok. Še slap Vela Peč. Pa najvišji pa najlepši slap na tem potoku Pasjak je pritok reke Mirne. Slap Vela Peč v vsej njeni veličini. Gledajte to. Koliko vode. Noro. Torej, vse verjetno veliko vode. Pri čudovitem slapu Copot, ki sem ga snemal že lani pomladi, zaključujeva čudovit video po hrvaški Istri, čisto blizu slovenske meje. Naročite se na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau! Juhu!